Recimo, kupili ste stanovanje, zgradili hišo, tudi pohištvo je izbrano. Že ste si oddahnili, da je dom končan, ko okrog vas zazijajo še gole bele stene, ki se zdijo nekako brez življenja. Kako jih zapolniti s primerno vsebino? Kako to storiti z nekim smotrnim denarnim in časovnim proračunom? Slike, fotografije, kakšen kipec ali drug estetski dodatek, pa saj tega so vendar polne take in drugačne trgovine. Seveda so, ampak naš sogovornik med drugim pravi, da se za unikatnejša estetska doživetja splača narediti kakšen korak več. Kako pripeljati umetnost v naše domove? Katera pravila pri tem upoštevati in katera pravila lahko tudi mirno obrnemo na glavo? Kje dobiti prave kose ter kam in koliko jih postaviti? Naslednji pogovor prinaša zanimive odgovore. Miha, pozdravljeni. Vi ste poznavalec umetnin, pa me zanima, kako vidite vlogo umetniških del, naprimer slik, v nekem domu? Lejte, jaz mislim, da je zelo pomembno, kako mi umestimo umetniška dela v dom, zaradi tega, ker nekako opisujejo nas. To je velika vloga zaradi tega, ker vsako stanovanje mora biti domače, vsaka hiša mora biti individualna in mora tudi nekaj identitete tistega, ki živi noter prikazovati. In zdaj, če imamo mi prava umetniška dela, ki niso samo neki printi, kopije, karkoli, nam tudi nekaj pove o lastniku, ki tam živi. Umetnine so lahko zelo različne. Slike, fotografije, inštalacije in kipi, pa kosi, ki nimajo samo estetske, ampak tudi uporabno funkcijo, kot so na primer dizajnerske luči in pohištvo. Pomembno je, da nam je umetniško delo najprej všeč in ob pogledu nanj vedno znova doživimo nekaj novega. Zatem pa je tudi dobro, da z njim šokiramo, da izstopi iz ambienta. Tako da meni se zdi, da je to zelo pomembno in v eksterierju in v interierju, da probamo se držati nekega stila, probamo se držati nekega koncepta doma celega, ampak istočasno pa probamo tudi za detajli to kršiti, zaradi tega, da vse skupaj bolj domače funkcionira, bolj individualistično in bolj pooseblja tistega, ki živi noter. Mene najbolj moti to, da komorkoli prijem na obisk, mislim, da sem prišel na isti obisk, v bistvu sem pri različnih ljudeh. Kaj pa, če bi imeli že sam ambient, starinski? Pa damo noter moderne kose, pa lahko damo noter, pa damo 20 kosov modernih noter, recimo 20% ali pa kaj ta. Aha, ravno obratno, 80-20. Ja, recimo, mislim, to je približno razmerje, ampak lahko pa v določenih ambientih funkcionira tudi nekaj drugega. Kot meni poznavalec, so popolnoma vse stene doma primerne, da nanje obesimo slike. Niti prostor nad podbojem vrat, stena nad kuhinjskim pultom, stranišče ali garaža niso izjeme. To so tipična pravila, ki jih je treba kršiti. Zdaj, ne povsod, ampak vsi razmišljamo, nad podbojem ne moremo imeti slik, ker to je pač katastrofa. To ne gre, ampak nikoli pa noben ni vzel slike, pa jo probo dati nad podboj, če paše. In isto noben ni probo dati slike nad tapeto, ki je že sama po sebi močna, ima ogromno vzorcev, barv in tako naprej. Pa ne damo neko belo sliko, ampak damo neko še bolj polno, še bolj bogato sliko gor. Pa je spet kontra. Potem lahko damo v, ne vem zakaj sicer, ko se vi usedete na WC, zakaj ne morete imeti slik, pa jih občudovati okrog sebe. Primeri dobrega umeščanja umetnosti v dom so lahko tudi stopnišča, ki so v tem smislu velikokrat zapostavljena. V njih lahko umestimo umetniško inštalacijo, ki visi s stropa in jo osvetlimo z manjšimi lučkami, da ustvarimo odboje svetlobe. V zavito stopnišče pa na primer umestimo sliko iz več delov in ko se vzpenjamo ali spuščamo po stopnicah, se nam ti postopoma razkrivajo v celoto. Z izborom umetnin ne hitimo. To je proces, ki lahko traja leto, 2 ali 3. Kose kupujmo postopoma, morda na potovanjih, predvsem pa takšne, ki imajo zgodbo, nam nekaj pomenijo in govorijo o nas samih. Kaj pa pomislek tistih, ki pravijo, jaz bi si to privoščil, če bi imel, Tako smo komi napraskali skupaj, da smo si dom ustvarili, zdaj pa mi nekdo pravi, da bi bilo še treba noter dati umetnine. Umetnost je draga, ali kako? Mislim, umetnost je vsekakor lahko draga, ni pa vsaka umetnost draga. Pač ljudje se ne zavedajo, da celoten pomen tega, da imajo oni umetnost v svojem domu je, da imajo unikate.
In slike mi lahko kupujemo od 10, 20, 50, kakorkoli evrov naprej in s tem podpremo recimo mlade umetnike. In s tem jaz mislim, da tudi pokažemo, da smo se potrudili, da smo pogledali, kaj paše v naš dom in kaj želimo s tem sporočiti. Recimo, zdaj bo neka zanimiva zgodba, ki jo pripravljamo že 2 leti, Art Expo Ljubljana. To je umetniški sejem, ki bo potekal na Brdu od 12. do 15. oktobra. In na Brdu pri Kranju bo preko 400 umetnikov, od tega polovica slovenskih, polovica mednarodnih. In tam bo moč kupiti umetniška dela od 50 evrov pa do 100 tisoč, 200 tisoč evrov. In marsikdo si lahko privošči kupiti unikaten kos, ki bi šel drugače v trgovino in kupil nek print, ne. In tle je pač koncept, da mi se potrudimo za svoj ambient, za svoj interier in da damo nekaj sebe v svoj dom, ne da generično kupujemo stvari kot vsi ostali, ne. Se res, Miha, kako pa ste vi z otroškimi risbicami? Veste, starši smo blazno navezani na njih, nam se to zdi umetnina, ker enostavno nam veliko pomeni ali pa je nam lepo. Sodi to na steno po vašem? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da umestimo pravilno razne otroške risbice in tako naprej. Ko mi damo otroško risbico v en primeren okvir na eno častno mesto z barvam, ki ustrezajo, ki je narejena z barvam, ki ustrezajo v tisti ambient in tako naprej, to ni samo zataknjena, prilimana zadeva na steni. Pač to je problem, mi degradiramo to. Pač umetnost mora biti tudi tisto, kar se te dotakne. In če je to otroška risba od vašega otroka, recimo, jaz ne razumem tle, kaj je narobe, da naredi še malo večjo risbo, še eno za nad sedežno garnituro, pa jo damo v baročni okvir, pa smo zmagali. To je pa tudi dobra misel. Tisto, kar se jaz odločim v okviriti, tisto je zame umetnost. Tako.